To je Radio 1 podcast. Ko se je zgodila tragična nesreča Marka Dolesa, nas je bilo kar nekaj, ki smo mislili, da Ana Pupedan ne bo nadaljevala s svojim delom. No, ampak na srečo smo se zmotili in pred vami je dobra urca res kvalitetnega pogovora s 3 člani, med drugim tudi z novim Andrejem Pirjevcem. Tako da, dragi moji, ura sicer ni Ana Pupedan, je pa čas za bend. Ana Pupedan. Ana Pupedan, dober dan. Dobar dan. Dobar dan, Jana. Pa veš, da bo res hvalil. Veš, kaj smo se menili, kaj lahko nekaj rečem? Zdaj, danes smo tle Jana Pupedan in Ana Morel. Sam je res tako. Če Jani vzameš je stran. Ja, malo za fora. Ma drugače, ful je enih teorij, ne? Teorij, pač. Mi vemo, da je Ana Pupedan ena popoldne. Ampak le bi bila pa tudi gospodična Ana Pupedan. Katera vam je vseeno bolj všeč? Všeč bi bila kakšna gospodična. Kaj ne? Kaj, zdaj je kar je, že toliko let smo sami. Štirje smrdljivi prči noter. Ja, zdaj ta Ana že 34 let stara, ne? Po to so ta boš leta, ne? Ja, in Ana ima tudi bratranca, ne? Ima Anteta. Anteta, ja, v Ante je dolgi. Ja, Ante, bratranca. Ante je In to tako po prvem šlo kolenu. zdravja. A res? Ja, šlo zdravja. Dobro, se bo kaj rehabilitiral, Zdaj ga bomo rehabilitirali. Ja. Imamo malo več denarja, smo mi eno zdravljenje plačali. Eno vprašanje, kdaj je cajt za Ano in kdaj pride na vrsto Ante? Lahko jaz zdaj? Kadar češ? Zdaj tega novega Anteta. Ja. Nov Antet se bo rehabilitiral 31. julija v eni jami, tam pri Baču pri Materiji. Ja, načeloma me je poklicala gospa iz občine Kozina in je tela Ano. Ne? In ona tela Ano 3.9. In 25. 8. igramo v Postojni, 28. 8. igramo v Sežani in zdaj bi mogli že 3.9. na Kozini. Se veš, to je domet 20 km. Ne? In potem meni šine v glavo, ne? Sem rekel, neč bom jaz ti gospe ponudil Anteta. Ker itak smo se menili, ne? Se bomo tudi Anteta postavili. No? In sem vrhu kost. In niti kosti ne več. Ja, ni več, ne? Ja, in je ful neka lepa jama, tam bo koncert. Evo, prvi koncert Ante v Pedantem bande 31. julija. Drugače vi, načeloma, imate sestavljen koncert tako, da na začetku pride Ana na oder in je lepo, bomo rekla, relativno lepo uglajeno in tako, in potem pride Ante in je rastor in gre vse sam še v luft. Vsaj prvi zdaj koncert pri Peki je bilo tako, ne? Mislim, Anteta ne je bilo, ne, morda ta sediment Ante. Tako, to. Ta Ante, jaz bi rekel tako, da ta Ante je tudi dvignil malo Ano, ne, tam v tistih cajtah, tam, jaz sem hodil v nekih rdečih hlačah, pobritle, neka dizel majčka, tam so me gledali po vasi, kdo je ta tip, tam neki, pa že jaz sem hardcore po duši in punker. In potem smo začeli tega Anteta neki zapusta, tudi celo, meni za moj 30. rojstni, 20. rojstni dan. Ki so te cajte, ja? 20. rojstni dan, mater. Smo tu začeli neki rapatati s temi škatlami zapusta in pa se tu se unijelo. Tu smo šli po vasi, smo pobirali te klobase in zahvalite gospodinjo, ko zaklala, da bilo sojinjo, klobase. Klobase volimo mi, vegetarijanci, se upravičujem, imamo radi klobase in na konci vem, da prestanemo v takrat je bil še, kaj boš, ne škurenček, je bila ena gostilna. Škurenček, ja. Endolenci jemo odlično. Štrudeljček. Jemo odličen cviček, tam vem, da smo prestali na mizi in tam je 200 folka že revelo Jugoslavijo, tam kaj špilali smo, In pa sam gre, ne? In pa tisto je ekskaliralo, tisto se je zmešalo, v temi Anteti se je zmešalo, ker smo ugotovili, da itak, če igraš, če si cover band, si bolj famous, kot če igraš svojo avtorsko muziko. Vem pa, da se je končalo tu, ta šut se je končal na prazniki Češen, ko smo igrali tam te li, la, lo. In tam smo mi nekako upatili tega Anteta, kar primnite škatle, te kontrabase, bubne, je malo se so jih to vrli, kje v kot, smo rekli, mi smo Ana Pupedan. Tu ne smo mi. No in pa so prišli Mambo Kings. Wow.
Z istim zelo podobnim Turn Shock. repertoarjem. Zvohali biznis, kaj. Mi smo teli biti pa Ana Popedan. Maste pa vi že svoj cover band? Pas, plan? Ne, vroči pedoči. Tako. Verjetno A ja, misliš na te, ne? koncerti, ja. Govorim No, mislim, da ljudi, igrajo ki pač bende, ki komad. špila vašo muziko, ne? En komad, dva, mogoče tri, ni da prav cover band, to Ana Popedan. Ampak če je že par komadov, veš. Mulci poprimli, je bilo zanimivo. Koliko so pa stari oni drugače? Kaj morajo biti, tam 14, 15? No. Še manj, ja, tam med 10 in- ja. Ne vem. Jaz sem en dan se vozil v Koper s familijo in poslušam radio in dela moja žena, ma tu ni Ana Popedan. In podamo na glas, ne, in tu so ni mulci. In potem so povedali, tu so vroči pedoči. In smo rekli, gledaj tu, ko igrajo cover. Ne. So igrali res življenje čašep. In potem sem poslal njim, link menda, in poslal, gledaj tu. Ma. In so rekli, ja, tu moramo nekaj narediti s temi mulati. Ne. In tako da zdaj smo jih povabili za 9. maj. Je bilo prav primerno, po mojem. To. In je zanimivo, ne. Oni zmeri pravijo, ma kdo malarija nikoli ne posluša, ne Popedan, to je sam za stare, tam, ne. Ni res, ne. Ni res. Sploh ni res. V resnici je še neki tam klip pod mlade, ki niti ne vemo, ne. In to je res, ja. Zdaj, no, pač mi se počasi moderniziramo, dajemo karto pred prodajo in gledaš malo analizo, ne, prodaje, kot ti tam, mislim, načeloma ene platforme imajo celo imena in priimke, mislim, res nemamo več nobene privatnosti. Ja, to je res. Jaz niti ne gledam več, mislim, ko imaš ime, priimek, datum rojstva, Vse, ja. In je poprečna starost je tam med 32 in 35 let, tako da... Pa kaj mislite, zakaj vas ta mladi najdejo, recimo? Kaj je tisto, kaj jih pritegne k vam? Ste kdaj se vprašali to? Maš kaj, jaz ne vem, če smo se mi s tanke ukvarjali. Saj niste? Ne. Meni je bilo zanimivo, zdaj ne vem, kdaj smo bili zadnjič v Rožni dolini, V študentskem naselju. v študentskem naselju, to je bilo verjetno v sklopi majskih iger. Ja. Ne bilo lansko. Ne vem, v glavnem je bilo Majske leto še bojo. ful študentov, mladih, Ja. so znali tekste vse na pamet in so peli. Pa so gledaš in se sam čudež, da je neki, rekel, ta Ana Popedan, kukar je star bend, še nekako ima kakšno mlado vejo, ko zrase, ne, na temi drevesi. Meni ste doskrat tako ena podobna špora Kazmelkov, ko imate tudi podobno zgodbo. Tako bomo rekli, vsi ste neki, malo ste posebni, malo ste drugačni, ampak vas vse generacije sprejemajo. In mogoče je to tisto, da nisi lih underground, nisi lih mainstream, neka srednja in te morda lažje, zato se najdejo v vseh teh različnih in komadih življenjskih in tako naprej. Je možno? Veš, zakaj je tu po moje, ne? Je tako, po mojih gledanjih, mi smo bili ful različni, že zdaj z Andrejem smo različni, 4 različne osebe v bendi. Tako, ko imamo tudi različen glasbeni okus in vse živo, ne. In isto je bilo prej tudi, ko je bil Mare. Mi smo bili ful različni in lih zaradi tega, smo bili tako različni, smo špilali toliko različno muziko, različnih stilov na začetku. Eni so nas tudi opisavali, da smo kot en jukebox, da špilamo punk, da špilamo skoraj vse te skaje, vse to in zato po moje je tu tako nekako. Pol imamo radi te šlagere, zapojemo kakšen šlagerič, Lepunov, Izi, tako in to. In pol, valjda se ti pol tudi kakšen taki, bi rekel, in mlajšem in starejšem nekako lahko ugajaš. To je ono, ker ne veš točno, kam bi se dal, pa se najdeš, mogoče je to. Ja, mogoče ti je preveč vsega všeč. Ja. In pol ne veš, kako bi se točno najdel zase en stil, da bi bil res zacementiran in da bi bil pol ti. Mi smo tu, mi nismo, mi smo. Ne. Je pa res tudi te prve plate, se prav spomnim, ko se je to delalo, prvo ploščo smo delali kar zbel skupaj, pa drugo, potem se z leti tudi so prišle familije, je bilo malo manj cajta, se je delalo malo bolj individualno, ampak se prav spomnim enkrat Skvak je naš kitarist. Ko manjka danes, ne more, ne cajta, Skvak. Te pozdravljamo. Mahamo z Ljubljane, te znam črnega studija, smo ko mi prišli noter. Ja, Frogland, ne? Je rekel, veš, neki delamo tam, pa pride patli ritem, to stas, tu, pa 4/4 ritem, no, stop, tu je že preveč mainstreamovsko, takoj zlomt. Je bilo treba takoj neki zlom, tako je bilo treba neki, ne, lomilo se je polno se je lomilo, zdaj, če gledaš plate, ne, sploh
tretja, četrta plata, Ana Popedan je kompleksna, zlomljeno vse je zlomljeno, vse neki trokira, vse neki ogromno en čez drugega, ne. Enkrat je rekel menedžer Primitivcev, da Zmeljko, rekel, dečki, res super muzika, sam dejte ven 300 tonov, dej ti mal bas linijo, zdaj zmanjše, dej mare, mal manj godi na bubnah, ti tam skvak, dej primi kakšen normalen akord, sam neke septime, tam neke nonince prijamljaš. Sam mi nismo teli tega, ne. In pa smo rekli zdaj za ta naši v kantini, dajmo mi malo kakšno radijsko, dajmo nam bolj radijsko plato posnet. Pa malo namiratelno, no. Je malo bolj spevna, enostavna. Kako band gleda na to, ko dobi točno to, dej moramo narediti malo bolj radijsko muziko? A vam je to kakor eno breme? Ali kako to dojemate? Ker malo se moraš vseeno pol tudi prilagoditi, spremeniti, pa tudi če nisi tak, zato da boš kao dobil več pozornosti v medijih, na radijih in tako naprej. A je teže to vam delati? Meni se zdi, da nismo lih prav rekli, da bi sam, veš kaj je bilo, takrat je bila ta korona, pa vsi smo se neki držali doma, pa ta plata, ta zadnja je najbolj ratala tako, da smo si pošiljali komade po neti. Ja. In tu in pa se tudi, učili iz tizga, ker je Skok tam neki posnel. In Skok pa zgleda, da Boštjan, no, je bil v temi mudi, da je delal bolj tako, bolj vse na lahko, on je ponavadi te komade delal na Muri. Okay. Veš, neobremenjen. To čist drugače pa, le. Ja, in tam, če si na Muri, če delaš te komade, vidiš tam Murje, piješ pivo ali špric in je vse bolj na lahko. Zdaj, če gledaš probleme in vse, kar se dogaja po sveti, boš naredil kakšno bolj nervozno plato. Ne sem tam na Muri, prijatelji v glavnem, si tam zdraven tebe. Besedila so pa družbeno kritična tudi in nastavljajo gledalo, ne? Ja, zato, ko niso bila narejena na Muri, ne? Ja, samo besedila v hribah, ki so bila besedila narejena. Samo pol se srečamo nekje vmes. Ne vem. Tako, ja, veš, je prišla ona morska muzika, je prišla pol po zimi ven, ne? In pol po zimi vsi nesrečni. In pol napišeš tisto, kar vidiš, tisti momenti, pol rata tu ena, ko bi rekel, ena mineštra ven. Taka popedanska. Po drugi, še po tej strani, če gledaš, ne, ekipa, pač, ko je bil prej Mare, pa je zdaj Andrej, nov bubnar, tudi če je komad bolj, ne vem, mainstreamovski, neki bolj radijski, veš, na koncu greš zmeran skozi neko rešeto popedancu, ne. In zveni popedansko, pa da se ubiješ, ne. Da igraš punk, ne. Mislim, tisti punk ne bo nider zvenel, ne vem, kalifornijsko. Mislim, mi smo pač se igrali punk, smo igrali rock, vse sort različnih glasbenih stilov, sem pa daš te 4 čudake zdraven in tu zveni popedansko. Ja. Pač popedansko, organsko, ali je zdaj deši po punk ali ne deši. To prav slišiš. Mislim, če si pač poznaš vašo muziko, če si sploh odraščal s tem, ti prav slišiš ta zvok in prav veš, to so popedanci. To je popedanskost, ali kako ne rečem drugačno. To se čuje. Po mojem bo zanimivo zdaj naslednjo plato slišati, ki je prišel Andrej, ki zdaj bo tu je nov veterček zapihal in bo sigurno, on bo dal zdaj svojo varianto noter in bo mal drugačno in frišno. Zdaj ga imate tle, kaj... Da ne bom kaj pokvaril. Neč pokvaril. Kaj pa je prinesel Andrej drugačnega? Mislim, jaz ga ne poznam ga tako, vi ga poznaste, ker ste prijatelji že od nekdaj, zato ste se to odnajdli. Kaj je recimo že zdaj drugače, odkar je z vami? Duče reč. Se lahko si pokrijel še vsa cajt. Ne, to moramo mi. Po moje, veš kaj, vsak bubnar ima tudi svoj način, vse svoje in tako je prav. In tudi on je pač, ne more on zdaj kopirati Mareta, on more svoje delati. Ja. Na začetki smo mi morda malo preč pričakavali, da bo se on neki kopiral Mareta, on se je takoj uprl, on ne. Nema tudi takoj sem povedal, po mojem njem je, ker jaz sem pač malo bolj profesionalno ukvarjen z muziko, že toliko cajta in sem tudi diplomiral v Londoni z muzike in to so si vsi mislili, se on bo odigral tukaj nič. Jaz sem rekel, fante, ni fora, da tu odigraš, fora, da najdeš tisti sok, tisto več, ne? Ko sem mislil, si ti igraš tehnično boljše bubne, kot Mare, ko sem rekel, to nima veze, jaz ne bom nikoli mogel odigrati komada s tistim vibom, moramo najdeti
moramo najti nek svoj vibe in samo da ne uničimo komada, da je še zmeri tisti komad, sem se rekel tudi jaz, da bom lovil prav vse udarčke in prihodke brez veze. Sem rekel, če jaz ne bom jaz, tudi komadi ne bom mogel dati nič. In ne bomo mogli uživati v muziki. Ne? In ne bomo mogli delati skup. Ja. In enostavno smo mogli najti ten balans z vsem tem, ko je bil tudi en postopek, ko ni da je bilo tu v 2-3 tednah vse jasno in 2-3 vajah rešeno, je bil kar dolg postopek. Postopek, ne? V bistvu ja. In v bistvu je še zmeri postopek. Ja. Vse sem rekel v prvem momentu, sem rekel, fanti, tle v vadnici, mi smo naredili, kar smo naredili. Zdaj moramo iti na stage in moramo tam se narediti kot band spet. Ne, da mi tle tega ne znamo odigrati, ma tam dobiš oni žmoh, tam tudi vidiš, da je en prehod preveč, tam tudi imam pogrunta, tam sem igral tu, ma zdaj mi ni treba več tega igrati, ker ti zaigraš nekaj drugega. Sem tu potem, tu je en proces, ne? Ja, in na začetki ne lahko, ne enimi, ne drugimi, ne? Veš, mi smo bili vajeni unga, bi rekel, zacementirano smo imeli, pač kako je bilo prej, in pol je bilo normalno vse malo drugače, ne? In pol na začetki se ti zdi čudno. Sam se moraš navaditi tega in zdaj ratlo pa fajn. Zdaj pa tu ratelo fajn. Ne, tu je proces, kot je rekel Andrej. Jaz sem mislil osebno, jaz sem mislil, da bo tu bolj enostavno. Ampak jaz sem gotovo, da tu, kot da bi se skladil band znova. Res tu, mislim, in aranžmajsko in pač Ana Popedan ima tudi neke določene parte, ki morajo biti res točno zaigrani, kot smo jih zaigrali 10 ali pa že prej še z Maretom. So res neki enih par partov. Drugo in se prevaditi, mislim, band je res kot familija, ne, kot otroški vrtec. Ja. Štirje krašovski čudaki, familija, sinergija, ne, tako vemo, da prazen oder je prazen oder, ne. Zdaj, ali oder čaka tebe, ali ti njega, en brez drugega ne gre. Kadar si na odri, najti to sinergijo, to homogenost, to neko isto čutnost, isto miselnost, da zalaufa, da bend diha. In tu patli narod začuti in tu narod čaka in tu ti, in tu smo mi navlečeni in tu je naša droga in tu je ta večna komunikacija med publiko in med nami ali pa bilo katerimi bendi se vsi tu vejo. In narediti dober žur, jaz ne vem, osebno sam, da pogledam bas, že teče ščela, ne, ko črnci tam, ne, oni teče, tu se teče dol, se teče tu. Ja. Se daš ne 100, ne, daš 300, ne. Ja, vi zmer daste. Daš 300. Ampak dobiste pa tudi nazaj, ne? Ja. Sigurno. Dobimo nazaj. Dobite nazaj. Jaz ne bom nikoli še tu, ne bom nikoli pozabil Jamesa Browna, kako je spremljal svoje muzičare na odru. On je stal pred stopnicami, se je držal za ograjo in ne vem, prvi je bil basist, je prišel basist do njega in rekel, zapomni si, igrej danes, kot da je tu zadnji špil. Tu je kar ekstremizem, ne. Je ene vrste ekstremizem, ampak tam si, dej se. Kako ste imeli v najboljših cajtih, bom rekel tako nazaj, največ koncertov, tako recimo v enimi leti? Ker vi ste bili kar, ne? Po moje tam tudi okoli 70-80. Ja, boljših, takrat je bilo ful tak žuru. Tu je bilo žuru, pa še kaj več. Različno, ja. Vikendem si špilal, pa med tednem si špilal, pa ful tašnega. Vse je tako malo niti. Ne, se pravim, ker če gre pa preveč, je pa pol spet ne gre, ne? Gre pa v eno drugo smer, ko se ti pa mogoče tudi malo zameri vse skup, ne? Ja, absolutno. Ja. Ne bi te več špilal. Tako, no to. Ne, smo čez 50 let, meni rata hitro zadosti tega, ne, tudi recimo, ne vem, da imaš dva špila enega za drugim, mislim v nedeljo, Ja, seveda. Mislim, prav považen, res in najlepše jemti en špil na teden. Je tudi to, ne, ker mi se ne vlečemo nazaj, ne, in tu bi bilo tudi meni jasno, zato se tudi poznamo, mislim, tudi ko greš na oder, to je to, nema tle, veš, bi je šel malo, ni polovičarstva, tu all in fuck it, razumeš, igramo, ima da se zažge bajta in mi z njo skupin, če ne, boljše, da gremo dol, razumeš, in tu nam je vsem jasno, ne, kada si enkrat z noho gor je, ni več povratka. Jaz danes malo počasi, zato ko jutri moram pobirati krompir, ma ni, lih tako bomo pobirati krompir, to če bomo spali samo 1 uro in igrali 3. To je jasno, ne? Res je. Tu nas tudi malo povezuje, ko vemo, da kadar greš gor, moraš oddajati, ne? Jaz sem tu zmeri, tudi že, ko sem druge bendi igral, ali pa ko sem bil že mičkan, sem tu zaštekal, da
Ne, in kakšni bendi, kot tudi reče, ja, veš, da smo se malo pošparili, ker jutri ne vem, kaj. Kaj se boš šparil? Jaz sem plačal, te sem prišel, sem te ogledal, ti se ošparil, kaj se ošparil? Razumeš? Dej gor vse. In zato se tudi vsi skoraj malo izogibamo, da bi imeli po 2 špila. Ja, sigurno. Zaradi tega, Mislim, da enkrat bo celo se zgodilo, in bomo, ne vem, kako bomo preživeli, ampak je res intenzivno, ne? Ker ne greš samo gor nekaj, da igraš eno urco in gremo dol. Je pravno. Ja. To je zelo intenzivno. Drugi dan ga čutiš. Tako. Starejši, ko si pa še toliko bolj. Itak. Ja. Eno prijavo moram narediti. Jaz sem žal mogoče ena tistih, ki je nekako mislila, da po smrti Mareta, da ne bo več Ane Pupedan nazaj. Smo v 2. Priznam. jih je dosti. Ja, ker nekako smo dojemali vsi, tudi vi verjetno itak Mareta, kakor tisti glavni motor, ki je črpal, ki je delal, ki je brnelo na polno. In ko tak član pač se poslovi, verjetno marsikaj umre z njim, ne. In smo bili, strašno prepričani v to, da je zgodba zaključena in zato smo zdaj še toliko bolj veseli, da ste nazaj, da imate neko, bom rekla, drugo energijo, da Mare ostaja tam, kamor je bil z vami za zmeri, ampak ste dali zdaj pač tudi priložnost Andreju, no. Tako da zato meni se zdi, da je prav, da se vam v imenu vseh fanov zahvalim, da ste z nami naprej in da Ana živi. Ja, hvala. Hvala. Mislim, mi pa lih obratno, ne? Mi smo pa prav zelo, zelo hitro vedeli, da bomo šli naprej. Tako da nismo vedeli kdaj, ma vedeli smo, da bomo šli, ne? Ker, veš kaj, ipak tu, mi smo ostali 3 člani benda, ko se mi zdi, da imamo dosti zapovedati še. In kljub temu, da Mareta ne več, smo vedeli, da mi bomo sigurno peljali to zgodbo naprej, ne? In tako da, ja, ful folka je mislil, da bomo več pili, res. Zgleda, tako je kazalo, ne vem, kaj sem. Mi pa ne. Ma veš, zakaj tudi, ker vem, da vsi imate še druge službe, pa familije, pa vse. In poslej ti kar nekako zdi, da te bojo te stvari bolj Bend, ti se navadaš tega življenja. Ja. Se navadaš hvat okoli. In muzika te neki da, tu so eni ventili, ki jih odpreš in lepše živi zaradi tega. Tu če priješ zmartren domov, ne vem, po vikend in si jemo 2 špile enega za drugim, samo tu so sladke skrbi, tu je nekaj lepega. Polno ljudi vidiš, polno komunikacije z vsemi, tako, no, fajn se jemaš, ne vem, zažuraš kdaj pa kdaj, kdaj greš tu domov in meni je začelo tu mali manjkati potem, ko se je ustavilo, ne, mislim, češ kar popizde tu, no, ker naenkrat ful pogrešaš pile in ne moreš iti nikamor. In tu je droga, ko si navlečen, ne vem, na alkohol, verjetno moraš vsak dan spet 3 litre vina, ne vem. In isto je s tem, z muziko. Tako da smo kube čakali priti nazaj, da bomo lahko spet imeli tu, kar smo zgabili. Ja. Že v sami štarti, ne, smo delali tu z nekim groznim veseljem, z srcem, z dušo. Nikdar nismo delali, mi nismo ne delali, lih tu je fora, da nikdar nismo šli na špile, da bi mogli iti na špile. Jaz sem pravil narodno-zabavno sceno, tezgo, tudi sem špilil v enimi bendi, tam lokalnimi, narodno-zabavnimi, 45 minut špileš, 15 minut pauza, 15 minut pauza. To je delo, jaz sem parti s cajtom tu kume šov, ma za Ano Pupedan, ma smo 20krat stali pred vrati, da so odklenili dvorano, me mrskatira nas je sterala patli ven se z backstage-a, dej, domov, gremo domov, ker imamo to radi, ne. Pa tudi nam je bilo svetu, veš, če smo imeli špil, tudi če si bil bolan, lej. Če si imel vročino, si pač požor 2 lekadola in si šel tisto, si odšpilil, tam si bil in pa šel domov. Res, če si bil prav, po vseh 4 smo šli na špil, štekaš, če je bilo treba. Res, če je bila prav, ne vem, kakšna pljučnica, res, da je bilo nevarno, ne, da tu nema. Drugače, bolezen ne ustavlja tega, zdaj ustavi, naprimer, ne. Zdaj, pač si bolan z doma, kaj češ. In ne, da si dajem neke titule, ne, mislim, ljudski bend, ne. Tudi ta publika, ko te čakajo tam, ko poznaš tam unega, poznaš tam si pazno unega, ko smo bili še mlajši, so bile prav klapce. Pa zdaj so še zmerami tudi te starejše klapce, vidim, da se tudi nove klapce se nabirajo. Se mi je zgodilo v Hali, smo igrali 10. aprila
je prišlo 5 tipov in je rekel, tam en tip, en Vipavc je bil. Jaz imam vse datume Ana Popedan, na vsakmi koncerti nas boste gledali. Sem rekel, bravo, čestitke, ne. Ja. Vsak koncert bo šli, ne veze kam, ne, Maribor, Celje, ne, pač. No, ampak vsi tudi na ta koncert, se pravi, bom rekla ta prvi zdaj, ko ste se vrnili z Andrejem, ki je bil v bistvu koncert, ki bi mogli nastopati z Maratom, ne. Ker sem se jaz recimo pogovarjala tam okoli z ljudmi, ogromno enih ljudi je prišlo z Vipavske doline oziroma z tega dela Krasa, pa tudi Štajerci so bili, ker vi ste dejansko posod ko doma. Čeprav praveste, ne, ti doskrat rečeš, Pero, da se prav na Vipavskemi konci počuti, da ste še malo bolj doma, kad drugje. Tako, tam prideš, tam je vse, mislim, tam oni so naši, mi smo njihovi, tam res je, kaj znam, ko da se uaprejo na vrata, tam, ko prideš doj se z razdrga, ko da prš v hrm, ja. Mati, dejte ren, ja. A dobro, sej, mislim, tam so nas res imeli radi. Tako. Vas imaš še zmeri. Merno, Ja. mislim, da Ja. ne bomo videli za v soboto. Jamo. Okej. Da se mu Dvomim, da bo kaj drugače, ampak okej. Kurijo ti trendi, ja. rekli, kaj ti pedanci, fako, da gremo mi rajši kaj drugega poslušati. Ja. Kaj pa imaš še kaj za poslušati? Ma ne vem, vsi smo bili tudi mi malo skeptični, vse nismo vedeli, prpijaki prav točno. Ja, Ne. kaj ste So pričakovali, bili da bo? mešani občutki. Jaz Res je. nisem vedel, ali bo prišel kakšen se zgajbo pomidorov in bi bil zmetel vse v glavo, ali bom preživel. Ja, je koncert, bi ker ne moreš bil, ja. vedeti. Kakšen je vesel, da se bend vrne in da ga sploh lahko še vidi v živo. Kakšen lahko je, si misli, kaj je ta se tle v štulu vmes, ne. Mešani občutki so bili, smo bili kar vsi mal, ne, smo bili mal na... Ne, so bile malo lahke, smo bili ne. napeti. Je bilo kar, je kar en Ne, tak so bile lahke. čustveno-psihološki moment je bil. A vam je že to pokazalo, da je folk zadovoljen, ker ste videli, koliko jih je prišlo? Ali ki ste v bistvu, na kateri točki ste ugotovili, da je bilo Veš kaj, dobro, mi da smo ste se videli, že, vrnili? ker so bile karte, smo prodali v enih 2 dnevih tam za Spjeka. prodano Ne, bilo ti so, takoj. tako tu pomeni, tu je bil dober znak. Ne. Ja. Že tu pol ok, tu je ok, dober znak, gremo, samo jaz vseeno sem bil, dokaj nismo začeli špilati, sem bil ful nervozen. Tako. Pa malo ste zamujali, kaj ne? Vem, da smo ful čakali, daj bojo, tako Ja, pravno. Malo je Prav bilo- čutilo se je v zraki, kako se Je bilo. stopnjuje. Ja. No? Ta nervoza, dajmo že enkrat. Smo imeli akademskih 60 minut. smo se Mogoče res. Ja, Sam tako ste pa tudi podaljšali, tako da Pa tudi. smo bili zadovoljni. Ampak je bilo, ne? Feeling je bil tisti ta pravi. Meni se V zdi, resnici prava samo že pri zgodba prvi je komadi, ta, no. da je rekel Pek, ne hodite takoj, ker jaz moram tudi kaj zaslužiti na šanki. Se je. Ne pride folk noter in naj se najprej napije in pol pridete vi in špilejte in pol bo mal daljše in idemo tudi jaz kaj od tega, ne sam vi. Vi ste kvaje karte prodali. Kaj na koncu imamo kaj od tega, ali ne? Jaz bi rekel, da kar. Jemo, Da se bo kar poznalo. Se, če bi nekaj vprašal, bi sigurno kaj za jamro. Tako, Ma dobro. saj. Zanimivo, da ste začeli prav s komadom Adio Mare. Ne? Sej nismo vedeli. Ja. Ja. Je ratlo tako hitro, prej, malo prej. To je, mislim, ni da je bilo načrtovano, bomo naredili komad, da bomo z njim odprli, ne, ali ne vem, ne. Pač ratelo je. Ja, potem smo se ga malo ahtali povežbati, da smo ga Ja, nekako to ja. dobili noter, da smo pol ga zašpilali. Ker je v tisti formi že, kot je Ja. zdaj tudi single je v isti formi. Veš, ta koncert je bil nabit s čustvi in pol je bilo fajn, da smo imeli ta komad, da smo začeli z Maretom, s tem, da smo spestili še malo Maretov glas, ne? Ja. V neki pizdu tam, in tu, in pol pa še ta komad, ja, Mare je tako. da je Napisal bil si tudi ga ti, ne, Simon? tekst, ja. Pa, Ja, tekst. V enem ta pravi momentu v Ja. bistvu je vse palo na papir, da tako rečem. Lih sem te reči, no, da tu je res, kakor sem že parkrat povedal, jaz sem si ful želel napisati en komad za Mareta, en tekst, da bi bil dober tekst, da ne bi bil tu neki tako povprečno, da bi bil neki, da neki povej, no. Ko smo bili prijatelji dobri in tu in sem proval 10-krat, 15-krat ga napisati in sem sam tiste papirje metal v pročke, nisem mogel napisati nič in sam sebi sem bil jezen, kako ne moram jaz napisati komada za Mareta, ne. In res ga nisem mogel napisati, vse, kar sem napisal, bilo brez veze. In pol, končno en dan, jaz sem ga napisal v 5 minutah, ko se je tu zgleda zadosti fermentiralo in je pol ta komad skočil ven sam. Kako ste ga pa vi začutili pol, ko ga je Simon prinesel? Malih tako, On nam kakor ga je poslal, pač tam
Na telefon sem se WhatsApp, posnel. grupo in je sam poslal in nobeden od nas ni rekel, tle bi zdaj tu, ne, smo rekli, tu je tu. Ker itak- Samo moramo zaigrati prav in spraviti skupaj in tu je bilo prav čuti, da tu je tu, da ne rabiš, da je ti, pa če bi spremenil tam eno besedo, pa ne, nič, to je tu. Edino pa smo ga zaranžirali pa skupaj, kakor band in to je bilo lep proces, ko smo se bolj povezali, tudi mi spet, ne samo, kakor da jaz se navaden komade igrati, ampak smo naredili tu skup, tudi konc komada, jaz rečem temu stilu, da je tu je progresivni šlager. Ne, ko ni tipično, v bistvu stalno se že malo spreminja in pol na koncu še gre v neko bolj rock in na koncu še celo malček bolj punk izvedbo, ko se neko pa se delamo tudi za Mareta, se Maret tudi bil rocker in punker in tako da se tudi stilsko in glasbeno in vse skupaj se mi zdi, da se dobro pol poveže. Imajo prav eno zgodbo in glasbeno zgodbo in lirično zgodbo. Kot da bi začel z Antetom, ne, in končil z Ano. In končil z Ano, mogoče, Meni je ful dobro, kako vi znaste konkretno tle besedilo, ne? Vemo, kakšno nesreča se je zgodila Maretu, ne? In ti si prav to noter dal na tak humorističen način, ta malo črn humor, da pač nikoli ni bil za hribe, zdaj vemo, ne, da nikoli nisi bil za hribe, da si bil bolj naroden, ne? Tako, ena taka drznost, ne? Ampak hkrati tako resnično in ne vem, ne znam razložiti, tako prijetno ti je, malo ti gre na smeh, malo ti je bed, ne veš, kako bi se počutil, ampak je v redu. Zato, ko smo bili dobri prijatelji, noben ne bi tega zameril. Ne? Zdaj ti, če pišeš za enega, tako ko si malo bolj na distanci z njim, ne moreš si tu prvoščati. Ma z Maretom, veš, ko je Mare rekel, ne? Enkrat smo se pošiljali v 3PM, ne? In pol ne vem, kdo je neki zameril, tu si mi rekel, si mi posama, je rekel, Mare, ma koga bom pa poslal v 3PM, če ne tebe? Če še tebe ne bom smel, pol je vsega konc. Skratka, bližje, kaj si, ne? Več lahko si dovoliš, ne? Dovoliš, in... Tudi pesem je vesela. Mislim, da bomo rekli, da je žalostna, ne? Je pač oda njegovemu življenju, njemi, kakor človeki, kakor prijatelji. Optimizem. Mislim, in ta connect, ne, dej povedi, dej bomo poslali, ko prije naslednji, ne, zmanjka kaj, ne. In ko smo že pri temu, ne, kaj je špric vaša official pijača? Tu je to, Mare zmerče špric, tu je bila njegova pijača, naša pijača, zdaj nas skrbi, če ga jema. Moraš malo skomunicirati preko enega kanala in preko muzike je najlažje. Prej sem rekel, avcima, nehmo pisati teh špricov. Tle je špric, pol plači po pedancem in špric, pol resnični svet je... Jaz, ko sem videla to majico, sem rekla, pa to je ena boljših. To je tako spet vi, da drugače ne more biti. Kot če bi pisalo sam Ana Pupedan. To bi bilo pač, ok, lepo, ampak plačeš špric, zdaj po moja bo zihar, ko še več padal. V dosti komadah našega špric, se tu Mare napisal, pomislim na se, špric vržem vase za nekaj časa, odmislim težave. Se ti šprici se letijo z vseh strani. Špric gor, špric dol. Smo si povedali en vic, smo potočili še en špric. Potreba malo ustaviti zdaj. Zdaj glede na to, koliko bend imajo vsak svojo pijačo, že ne vem, če ste valjda ste opazili, ne? Vsak malo svojo pivo ali neke te zelcere in tako naprej, vi bi lahko imeli ta. Mi se menimo že 10, ma veš kaj, mi smo bili slabi za realizacijo. Sej so, sej obstajajo, se nima ste v piksni, smo se mi menili že 10 let nazaj, da bomo naredili pupedanski špric. Ne vem, kaj čakaste. Da se bomo zmenili, da bomo tu enega dobili, enega dobro vino, noter špric. Na Povipavski dolini, sigurno so kakšne zveze, ne? In evo ti, za realizirati smo bili malo slabimi. Ja, morda resen mičko. Samo bla, 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 ideji dosti, samo nemo in ne jemo kdo pol narediti, da bi zagrizli. Tisto ta zadnjo spela do konca, ne? Kaj se vprašam, zakaj ste sploh začeli špilati? Jaz, zato, ker sem bil star fant 9 let, mi smo bili takrat vezani več manj na reko, ne? Reko, Korza, smo šli kdaj kakšno soboto dol, jaz sem tu dol družino in familijo. In v Korzi, tam v robni kuči, je bila ena melodija, tako na kitaro. Tam in jaz sem, mama, kup kitaro. No in zakaj pač sem te ušpilati kitaro. Ma ni bilo recimo, veš, kdo s bendom začne, zaradi punc, da bomo neki frajeri. Jaz pri vas nikoli nisem imela tega občutka, da je bilo to. Da je prav iskreno neka ljubezen do muzike, evo. Ja, mi smo, kaj sem, se niti ne sem spomnil. Ali pač ni bilo nič za delati, pa ste rekli, gremo špilat, ne vem.
Ma ti si špil doma, jaz sem pa tudi nekaj, sem se navadil na par akordov, nek smo brenkali. Takrat se je dosti poslušalo tega metala in tu. Ja, to so Mi smo naši bili kraji, metalci, mi smo naši bili kraji, metalci. kjer res, ja. Na začetku smo poslušali Metallico, ono drugo. Pol, ko smo si malo odprli obzorje, ko smo prišli dol iz Impero, so bila v Izoli v šoli in pol tam so prišli bolj ti Horicijani in tu so bili pa bolj, veš, tu, ta Janis Joplin, pa te variante. Pa se ko, fuck, to je boljša muzika, kot heavy metal, no. Veš, ono, bolj odbito, tako, in pa smo takoj poprimli, takoj, tu, ne, ono. In tako se mi zdi, pol, se veš, mi smo praktično poslušali muziko, ko ne več obstajala, ne. Ja. Takrat Ja. ne bilo tak bendu, ne. Seveda, ja. In pol nam so se odprla nebesa, ko so, dajmo reči, Night Jump špilali vse te komade, takrat so oni špilali vse to, kar smo mi poslušali, ne. Tako da smo hodili na Night Jump. Ja, full. Night Jump, tu so bili vse Pink Floyd, The Doors, Janis Joplin, Hendrix, vse so špilali perfektno. Ono. Odlične izvedbe teh komadov in to je bilo to. Andrej, kaj si ti poslušal? Ti si mlajša generacija. Ja, neki mlajši sem, ja. Poslušal sem podobno muziko, si tu mislim, ja. Jaz imam malo drugačno zgodbo, jaz se ne spomnim, kdaj ne bi bil v muziki, ker moj oče je muzikant in imel band in že komičkan me vozil tudi kdaj na vaje in ne vem, 4-5 let sem se že vsel tam za bubne, takrat so malo pokazali in sem tam nekaj igral. In to bo to, a? In to je bilo to. In potem kasneje on je začel miksati, nehal igrati aktivno kot basist in začel biti tonski mojster, mikser men, pač od bendov. In dosti miksal tudi v Zelenem gaju in to. In jaz sem imel takrat 12 let, ne. Ja. In me je vzel v sabo na te tonske, razumeš, in jaz sem tudi cela ozvočenja zvezu in tu, in sem tudi poslušal dosti teh bendov, nisem bil do 4 zjutraj, neko kar ostali, ker sem bil premajhen, pol je prišla mama ob 11 in me pripeljala domov, ma sem dal dosti teh, vse tu mal preživel, ne, te zadeve, tudi Night Jump in to. In ne vem, potem kasneje sem tudi jaz imel bolj skupino in tako, ma ne vem, takrat so itak bili taki cajti, ko se ni nikoli govorilo od kakšnega projekta. Takrat ali si igral v bendi, ali si igral sam. Ni bilo druga. Ni neki projekt imel. Ne, to res ni bilo. Ne, Ta beseda je bila kar nova. Tudi mi smo imeli pol band, pač bolj una sežanska scena, tam malo bolj grangersko, alternativno in tako. In potem, recimo, da po moje so se bolj zares prepletle naše poti tam okoli 97, 8, ko sem jaz Strahuljari začel igrati in ste videli en koncert z Maretom v Prestranki. Jaz sem tam sem te jaz, ja, tam sem te jaz. In mi smo igrali in mi smo bili pač mulci, ko nismo imeli izpita za avto in smo igrali tako zajebano muziko, da so vsi rekli, se to ni možno. Ja. Kako igrajo ti? Ker mi smo poslušali že takrat in Frank Zappa in tu in se spomnim, jaz, ko je prišla plata od Popadancov, ta prva ven, ko je Fon prinesel, ko je pevčan, smo jo dobili po mojem naslednji teden, ko je prišla in smo bili pri Foni v sobi in smo poslušali to. Tako da in široko, mi smo zmeri, se tu po mojem nas tudi veže, ko mi smo vsi ful na široko. Širina. Ful široko. Lahko poslušamo šmeksi pop in ga pokomentiramo, lahko poslušamo najbolj abstraktne in alternativne zadeve, ma posod se najdemo tudi mi po stilih od glasbe. Kaj se pravi, da recimo zdaj poznaste kaj je muziko, trenutno, kaj je recimo v trendu? Govorim tako. Kaj je v trendu? Recimo, če ti rečem na pop, ajde, primer. Na pop? Ja. Kaj je zdaj v trendu na pop? Ma prav zdaj ta moment ali že nekaj? Tako, recimo, ajde, že nekaj zadnje cajte, v no. Sloveniji? Ne, nasploh tako, v sveti. Kaj se kaj posluša? Swift, kaj Puštarca je še zmeri močna. Ne vem, če je Murphy prav pop, Joker Outso je tako big. Mašarik ni. Mašarik je soul, blues pop. Mislim, polno tega. Kako vam je recimo? Na alter sceni so zdaj Anžin de Potrin. Ja, zelo. Zdaj že težko zbežiš tem nekam, ja. Trenutno je tu zdaj hit, ne? Pa kako recimo ti vidiš to? To pa je projekt verjetno, ali band? Tisto je band. Jaz sem jezen na njih, lih njim sem pisal. Glej me, bando francosko. To smo mi Strahuljari igrali že v 90-ih, noben s njebo 5%. Res smo igrali mal podobno. Ja. Res brez. Kaj je njihova fora? Evo, za tiste, Mikrotonal. Oni imajo pač te kitare predelane in nimajo sam celih tonov, imajo tudi pol tone, ne? Zato zveni tako čudno.
samo se reče Microton ali... In zakaj je to, se pravi, ok, vi ste bili prvi, ampak zakaj je svet to odkril šele zdaj, se pravi leta 2026? Zato, ker zdaj je že tako vse eno in isto in vsi pakiramo vse na en in isti način in tudi bendi razmišljajo na en in isti način o promociji, da kadar pride ena odbita stvar, neko kar dva z Quebeca, mislim, da sta, ne? Ja. Ne vem, ali sta bend ali fant in punca ali brat in sestra. Niti to ne vemo, ja. Ja, ki so neki K se ena kliče in unije ne vem, kaj je neki drugega. In tipi so, ti si videl to, ne? Ne. Jaz, ko sem prvič videla, se je tukaj ena bolezen. So oblečeni celi, cel luk, ni nič, hmali ni human, ne? In taka odbita muzika in tudi, ko imajo kakšne intervjuje, ne govorijo, neke zvoke izvajo. In predvsem v tem, mislim, v tem cajtu, ko smo vajeni, da vse mora biti bolj speglano in reklamce in ti šrtski in se pa še ti razumeš in igrajo neko odbito muziko, se jim igrajo tako natančno dobro, da ne moreš reči, to je slabo pismo. Ne, je dobro odigrano, zastopaš. In koncept je zasnovan na tak način, da rečeš, ja, take stvari pa res nismo dosti jih slišali, no. Razen mi, ko smo igrali že 30. Ker zanimivo je lih to, da dobri muzičari padejo na to, da so totalno navdušeni. Folk itak posledi, to je pač ta čredni nagon, ampak kad ti gledaš, nazadnje se gleda Dave Grohl, je dolpov, koliko je to dobro in bolano in tako. In ti vidim, da tudi si navdušen na polno. Recimo jaz jih ne, da jih zdaj poslušam te komade. Sem poslušal par komadov, pa bom nehal poslušati tu, samo kar sem slišal, te prepriča, ne moreš ostati... Spravi sam, da si malo drugačen, da odstopaš, nekaj najdeš svojega. Oni so itak najdli tudi ta imič, ne? Ja, imič je prodan, ne? Ko vidiš ti ta dva izdelka na odru, pač ne pozabiš. Kaj res, ali kaj ne zabav, kaj resno to? In pa začne vseeno pol tone, ne me zabavati. Kaj je to? In duo je, ne? In ti ostaneš šokiran, ne? In se ti vtisne uno spomin, po moje zdaj, ko govorimo, mi dva tako poznam, vidiš že sliko, ne? Vidiš one pikce. Vidiš sliko. Vidiš pikce, vidiš oni nusu, ono ščup. Vidiš, tu naredijo, ne? Mislim, in tu je naredilo to samo zraven, so še dobro zapakirali. To boste danes poslušali, ko se boste vozili v pivko, ker je res bolano, stari. To gledaš in ti je tako. Na začetki ne veš, ne veš, kako se počutiš zraven, ko to gledaš. A ti je prav, a ti je narobe. Ja, ti tak mislim, da to je z jebancijama. Ne, to je resno. To je res. Samo se prva si je bila ista fora, ne? Če tako poljamo začetek. Gremo v MKNŽ, pa bom rekla lonc bržole. Lonc hladne mineštre na glavo ali za vrat. Ja. Ja, to je bil članek v Primorskah, ko smo špilali. Gregor Belušič ga je napisal. Ja. Hvala, Gregor. Sam, mislim, je bil komentar na mesti, ne? Mi smo se ful jezili takrat, ne? Sam mi smo res, pevec skače z nahrbnikom kako je, in z kuno najstniško ful hecno je napisal res. In pol na kraji res... Mi smo bili ful jezni, da tu kak kreten je ta tip, ono res. Ko jaz plovu, vse pa mi pa tako dobri. Ono, ne, in pol tako je, čez 2 leti, ko smo se malo naredili, ne, smo rekli, pa pisa si, pardon. Vredi je. Tlala poveš, kar češ. Sej Belušič je bo prav, mi se res smo bili taki. Kaj niste taki zmeri bili pol naprej, ste kaj Ne, naredili drugače? tako ful zelijani. To je bil v bistvu tak prvi official. Ta sentimentalnost je vela z nas, no, veš kaj, mi smo šli v klub špilati in njim je šlo tam ful na kurac, da smo prišli mi v klub, ki tam so sami alternativci. In potem pridejo na popedani neki tam, ne vejo, ali bi bili alternativci, ali bi bili popsi, ali bi bili neki etno, ali nič ne smo vedeli. Ja, delali smo se. In potem je Belušič, pa klub Bentu, no, veš, tu res. Ja, tako močen klub, svetovno znan klub, pa da dobi partli tam neke 4 hribovce spivke. Šmrkavce. Da še ne vejo, kaj bi, ne. Pa seveda, da dobiš lonc mrzli minešter na glavo, ne. Mislim, zdaj, dobili so ga vani in dobili smo ga mi. Edino prav. Ja. Ampak hecno, pa ste ratali prijatelji. No. Ja, zelo. S časom. Pa smo malo zbližali te poglede. Ja. Veš kaj, tudi ta, jaz mislim, da ta kritika je nas je zelo prizemljila. Mislim, res hvala Gregorju. In tudi skrivni oboževalci, Žan Božet orkestral, vsaj jaz osebno, no, res da so bili kao, to je zatežen bend, ja, seveda je zatežen bend, mislim, poslušaj, kaj delajo tipi, ne, mislim, to je bil eksperimentalno zatežen bend z namenom, pač moraš gledati to stvar
tudi bolj gledati, ne samo poslušati, ker je res zloženo. Potem smo se pa potem smo se tudi mi s časom naredili, seveda, odri, stotine Naredijo svoje, koncertov. ne? Ja. Naredijo svoje, ne. Znaš se navadiš špilati, ne. Mislim, jaz sem samuk. Skok ima, Boštjan ima glasbeno šolo. Več ali manj smo vsi nekako samo ukni. Ti si tudi na violini, ne? Ti si se sam navadil violino špilati, Simon, kaj ni tako? Kolikor sem se, no. No, Ja, toliko, da jo znaš špilati, toliko si se, ne? Zato folklor Ampak si se sam? Znam zdaj, da bi rekel, da Mozarta ne morem špilati. Ti si tako znal od 5. leta, ne? Andrej, bubni in to. Pa znal, takrat se je lotilo, ne, sem dobil to veselje, potem sem delal klasično kitaro, ko so mi rekli starši, kaj ste bubne igral, tu razbival tle doma. Dej ti lepo boš kaj izigral? Ne, včeraj bubne, potem sem 5 let klasične kitare. Zdaj sem jim hvaležen, ki igram tudi kitaro in potem kasneje tudi bas in kap inštrumentov in pomagam. Veš, kaj me zanima? Kaj se lahko vsak navadi bubne špilati? Kaj tu, misliš sam za bobne ali za vsak inštrument? Ne, samo za bobne sprašujem. Ko zgleda tako lahko, ne? Ne. V bistvu, Ker veš, gre kako za je. to. Boben je inštrument, ko je ful lahko iz njega izvabiti zvok. Aha. Vsak nesposobnež ga lahko, primaš palčko, bum, in je sound. Ne? Violina ne moreš, škripa. Kitara, če ne znaš stisniti, tudi lahko sam brenkaš po praznih strunah, ne boš takoj. Pri bubnu takoj boš najdel se. To je kasa, bum. Ne? To je tom, bum. Ampak potem tu zložiti v eno sinhronizacijo, da ima tu smisel, ker moraš rabiti 2 nogi, 2 roki in še eno glavo, O je tem malo bolj govorim. težko. Da se lahko vsak navadi igrati bobne, verjetno, da ja. Jaz po mojem lahko, jaz sem zmeri govoril, da bi lahko navadil prav vsakega igrati bobne. Odvisno do kje in kaj ti želiš s tem. Ne do tega, da boš mogoče igral lih v bendu, lahko boš tudi, ne, ker seveda itek z muziko, če se ukvarjaš smisel za tempo, moraš imeti. Če ne, Ja, je mrzla, ne? ok. Ni, da ga imajo vsi. Do ene mere se ga da navaditi, kakšnem rata tudi čisto naravno, ne? Tudi ko prideš v prvi razred osnovne šole in rečeš ploskamo z rokami, malo vidiš, da takoj to naredijo, eni se malo matrejo. Ampak do ene mere, po moje, ja, vsakega se da navaditi igrati bobne. Kaj sem pa prepričana, da ne? Zato, ne vem, li zaradi tega, ker moraš Do uporabljati ene mere, obe pravim. nogi, obe roki in Zdaj, pol če ta je kombinatorika. en ritem, dva Ja. ritma, samo rečeš, ok, paro je ritem od bobnov, ja. Okej. Zdaj, če boš ti hotel delati, ne vem, Dream Theater, je druga stvar. A ja, da si pa najdu primer. Razumeš, potem, ja, pa mi rečeš, jaz ne znam nič, pa bi igral, ne vem, zato pa že bi igral hud Štekanga. jazz tam. Ja, A ja. hočem jaz, ne mislim. Nemaš kaj, ne? Do ene mere, odvisno do katere mere, ne? Če rabiš pum, pa, da boš igral v šlager bendu, pa polko, pum, pa. Poljane. Pa skoraj vsakega, ne? Zdaj, če bo tu šlo malo naprej, malo nazaj tempo, tam ti ne morem jaz pomagati. Ej, kaj vi ste glasbeniki ali godci? Ker sem ugotovila, da je ena taka razlika, se mi Mi smo zdi. se zmer imeli za godce, popedanci. Ne, zdaj, ne vem. Pierovc je bolj glasbenik, ker je šulen. Ma dobro, tudi jaz sem prejel vse živo, tudi do tega, da sem sam sebi dal izziv, enkrat sem rekel, jaz ne morem biti pravi muzičar, če ne grem igrati sam na ulico. In ko sem en cajt živel tam bolj na obali, pa ko sem prišel z Londona, sem prinesel te konge in bongose in tu sem si zmontiral tam pri Muri v Kopri in sem vsako nedeljo, ko je bila itak barka, je prišla na turisti, so dali kaj več sovdo. Sem šel igrati tam na ulico, zato pa sam zaradi tega, da grem igrati na ulico, da čutim ta vibe, da sem izpostavljen, samo jaz in en inštrument, da nisem v zmeri, viš, sem glasbenik in moram imeti slušalkice, da vidimo, kako tu zgleda, ne, tudi. In je bilo dobro. Kaj je zaslužil? Zmeri sem dobil za kebab in Coca-Colo. In ko sem dobil za to, sem pospakiral, sem šel na kebab in Coca-Colo in domov. Nekdaj sem jedel, ne vem, 1,5 ure, 2, lahko tudi več, ne vem. Vi ne ste nikoli pomislili, da bi šli na ulico? A sem jaz to spregledala, pa ste šli parkrat. Smo bili. Ampak tako spontano ali je bilo zmenjeno, da greste na ulico? Spontano. Veš kaj, Ja? če smo špilali kdaj v Ljubljani, vem, da smo šli parkrat na Čopovo, tako se na Ja. Čopovi. Še zmeri. Ja, Še zmeri. še To dol pri Tromostovi je dosti enih likov, ko boš, da jih ne bi bilo tam. Aha. No, takrat smo šli in zante tam v glavnem mi smo igrali in tudi smo zaslužili nekaj za... Ja? Ej, ko smo že pri teh inštrumentih, ne, to so res narejeni doma inštrumenti, govorimo to, ko daš nek sod, pa recimo pa napeleš pol štrik, pa imaš ta bas, pa tako naprej. To je po celi Sloveniji, ste opazili, ali je to bolj tako regijsko A pogojeno? ta škaf bas? Ja, škof bas pa to. Ma jaz to opazujem kar nekako po celi Sloveniji. Ja? Sam imaš različne
različne verzije. Ne? Eni delajo lesene škafe, eni Plastične pa to, ne? plastične. Jaz sem celo se z mojim dobrim prijateljem William Bertokom naredil en škaf, bas, načeloma svojega prav glasila. Ja? Spodnja opna je oktavo niže, zgornja je oktavo više, dela kot oktaver. Sem uporabljal tu še, sem bil pridružen član, tam sem pomagal kontrabandu, še ko so bili živi. Kar je taka zanimiva stvar, pa sem tudi se trudil love tone, da bi točno špilo. No. Je kar zahteven instrument. No. To je ena taka, se mi zdi, ki se prav naberejo po teh, bom rekla, gostilnah, ne, naših, se mi zdi, klapce in potli vsak neki prime in rata žurno. Ja, prihaja pa tu, pa sem se tudi mičkano pozanimal, prihaja pa tu načeloma iz Amerike, to so črnci izumili, se pravi, kaj so že, slaves, ko sem... Sužni, ja. Sužni, ki so jih vozili se z Južne Afrike v Ameriko, so krgovar pač niso imeli kaj delati in so zmozgali pač, tam so bili te lesene kište, ne vem, od ruma ali ne vem, in so imeli kaj delati. Takrat verjetno... Isto urcah so bili fraji, so imeli kaj delati. Tistih 20 dni. Se vidim, kako nas bo zdaj vlačili pozopet, kaj govorijo. Tistih 20 dni, ne, ko so jih povzeli en mesec. Ja. Sa tebe ful fascinira, vidim, tako mal črnska kultura, pa njihova muzika. Kaj? Omenil si Jamesa Browna, pa omenil si to, pa tako... Ma ja, ta soul, ne, ta res deep soul, ne, Ja. deep soul, ta res deep, ta working soul, no, ja, tudi, mislim, Janis Joplin ni bila črnka, ampak je bila zelo blizu, ne. Vokalno je pa čisto nekaj drugega. Bil sem na koncertu od B.B. Kinga leta 2005 v Joan Le Penu. Tu 81 let, takrat, mislim, meni je pustilo to neizmeni pečat, takrat je bil s celo njegovo 11-člansko skupino, to je bil res nepozaben dogodek, no. Kaj se črnci oni so zmozgali vse, kaj? Oni so zmozgali vse. So muziko praktično izvira. Tako. Ja, Mother Africa. Ja. Res Tam je je. prišlo vse, 6-osminski takt, ne, Kako je dober, kaj ni? Kaj ima to Potem znanje? 6-osminski zdeliš z 2, ne, in kaj rata, 3/4 in kapeleš na Dunaj in rata belčki, mi bomo pa na to plesali. Šestih taktov začne poznam. Jaz kar slišem, kar začne goditi tam, nekako provam. Ponavadi mi imamo bolj te enostavne Evropejci in Slovenci. Ne. Se to je zanimivo. Zdaj, ko rata malo bolj zahtevno, nas zna več priti noter. Še tu, in ta ljudskost in potem, prej sem prav te moment, ko smo v največjimi rock'n'rolli, ko smo igrali ful, je bil noter zmeren CD od Beneških fantov, ne, v kombi. Rdeči cvet. Ali pa bila tišina, ali pa Radio Ars, ne. Da Medka centrih vogelnik z ti njenimi... spuca možgane malo, ali kaj, zakaj je to? Tu je spet ta Da širina. rataš nervozen. Da bolj razbiješ na koncerti. Ne vem, a si tako mislil, Pero, a si mislil, da je to? Naprimer, te joke, ja. Tudi kaj. Ej, kako ste hodili na koncerte? Kaj, je eden vozil, a ste imeli kakšnega šoferja, ki vas je Več ne peljal? hodimo, prav to pravi, prav vozilo imamo, ne boš verjela, prav pripeljamo. To sem Zdaj mislila, imamo no. vozilo. Čakamo, se peljete na Teletransport, koncerte. čakamo še na... Veš, kaj je bilo? Mare je mu kombi, no ona se je vozil na koncert. In zdaj, če smo se kaj preveč spili, je bila ponavadi moja Tanja z nami in je ona peljala nazaj. Če je tela peljati na koncert, ni bila za dosti dobra šoferka, za nazaj je bila pa dobra. Smo bili vsi tako. Tej nekaj. Ja, tako je bilo. Ja. Ona nas je dosti peljala domov. Se drugače, zdaj na temu koncerti, pri Pjaki, ja, so vaše polovice so prodajale merč, ne? Ja. To je Mi bilo smo tako. družinsko podjetje. Ja, Kje pa smo, ne? ja, smo. Dosti naredimo homemade stvari. Takih in drugačnih. Ja. Hvala, dobro. Ej, komadi, ne? Inspiracija iz življenja vašega ali še odki? Oziroma tega, kar se dogaja okoli vas? Ma sigurno, ja, kaj. Sigurno. Tu je nekaj pač pobjereš tisto, kar se ti dogaja. Ja. Ja. Prav neke zmišljene zgodbe niso. Lahko, da so samo breku osebe. Malo prerjene. ja. Koliko folka ve, da si bil ti res poštar? To je tako doznano dejstvo, ali ne? Kaj, to je že dolgo cajta nazaj. Ja. Jaz sem 2000 te nakončal. Ja.
Samo, veš, ko je bilo tu? Mi smo vsak petek igrali, jaz sem pa vsako soboto delal. In tu ne šlo lih preveč skrb, tu, ker mi ponovadi takrat tista leta, recimo v 90-ih smo precej žurali, pol tudi po koncerti in tu in se veš, ko je zmeri, ko si te ujeti se, kdaj moramo jeti, zjutraj delam, ob 6 uri moram biti v Bistrci. Ja, oni so bili vsi fraj, skok mare, tu, dej čakaj še enega poslovilnega, pa še tu, pa ono, pa tretji teh poslovilnih je bilo še 12. Ja, tu si vlekel, In tu jaz pol drugi dan sem prišel, vem, da sem bil enkrat na pošti, sem prišel, zima je bila in jaz upalim motor in grem. In veš, ko imaš tam tisto šipo pred motorjem, ne, tako, ti so ful meša, tako zrak in ti une izpušne pline, ti jih nabija v fris, ne, tako da se ful je smrdelo po tistih izpuhah, jaz sem bil ful slab, v tisto zabruhat in tako sem ustavim, tako dam motor na tačke, primo uno šipo in veš kao, fukno šipo v kanal in grem naprej. Veš, uni zrak, -10 in jaz uživam. Fresher. Tu je bila ta varianta. Refresher. Nič motor od Slovenske pošte. Ne je važno, ja. Pa so ti dali avto. Ja, ma ne je bil fajn avto, sem Ni bil bil nazaj ready. na motor. Ker z avta si mogel cel cajt, vam pa noter, ki se prišel cel zmatran, Zakaj te Z smo motorčkom si se pripel vsak mi kasec, si se sam dal noter in si šel naprej, ne? Veš, da sem 2 poleti tudi jaz razvazil pošto. No. Wow. 2 meseca, res? Dej nehi. In tu lih tam, tista cajt, 99, 2000, res? Ma jaz sem Sem bil vozil poštar po še v Krasi. onih cajtah, ko Ko je ne bila Jana ful mlajša in je čakala, da bo Simon pripeljal pošto. Evo, to so bili oni No, cajti. vidiš, tu In ti ni si cajt. zmeraj tako prdal nam domov. Prav spomne se. Ti si tako uno Jaz sem bil v prav Kofani, samo na domesti. Takrat je bil še šipo. Takrat sem imel avto in... Takrat je imel avto, škoda. Ja. Sreka, če bi bil kakšen zdaj ven, stari, ne vem, če bi to šlo, pa kakšna kokuš, da... Sam sem imel v onih lepih cajtah poštar, ko ne je bilo toliko v pošte. A, to je pa drugo. Mislim, ne je bilo Zdaj, toliko ko so teh reklam paketi. in vsega tega. Jaz kaj sem imel ful cajta. So bili katalogi Jaz sem od imel Neckermana. ful cajta se ustavljati pri ljudeh in tako. Ja, to je nekaj, Tu ne? in veš tam, Boš jaz sem kaj bil spil tam, pa to. Na Bistrškem sem bil, sem imel tam dolni zjemen, gornji zjemen, mala bukovca, kosjeze. In tu tam so bile še koline, veš, vse so kuhali šnops, tu. Poštar je bil zmeraj dobrodošel. Kadar si prišel, si poštar, pridi, boš pil malo to, drugo. Zato je tu pol tako lepo bilo. Saj kaj pa ti je bilo dosti, ali zakaj si? Ja, ne mislil? sem mogel, mi smo ful špilu imeli. Takrat so bila najbolj ta leta za Ti si to špile. te užurat, Ma no. ne sem mogel več, ne sem mogel več vstajati zjutraj. Ej, nekaj moramo pa zdaj Meni so povedati. rekli poštarji, so rekli, kus držiš tu, ma jaz en teden, da tu delam kot ti bi crknil, mi je rekel en Ja. sodelavec. A sem tako mlad si bil tudi, veš? Sem Zato je bil to mlad, ja, so bili tudi oni mladi. Ja. Ja, ma dej. Nekaj Fajn moramo sem, povedati, zdaj, trjen. ker je ful pomembna stvar, da ste vi špilali z Lovšinom, kukar dajmo reči njegova predskupina, ene par špilov, kar pomeni, da ste bili pred Bigfoot mamo. Je bilo nekako tako. Misliš, pred Bigfoot imamo... A ja, pred skupino. Kaj je od Lovšin Lovšina, ja. vzel Ja, Bigfoot mamo ja, za svoje. No, ja. vidiš, to je recimo meni bil dosti neznan 93, no, podatek. lih prej smo se imeli, ne, da je bilo 93. Tega Ja. oktobra, novembra, ja. To je prav ena taka anekdota, ste šla Mare pa skok, ste šla v Ljubljano in ste šla do Perota Lovšina, ker Boštjan je, mislim, neki, oni so neki žlahti, ne. Ne Boštjan, ne. On je v Rodohovi žlahto. A v Rodohovi? Ja, tu je, on ima tam, ne vem. No, dobro, ma se poznajo. Mati njegova je z Rodohove. Mati. Ja, Okej. od Lovšina, ja. In pride sta pred vrata tam nekje v polje, ne vem, ki tam pozvoni. Ja, hej, tle, Boštjan, hej, ma vidim, da igraste v Kobjehlavi, se Sokoli, kaj bi lahko ti, veš, mi imamo en nov band, Ana Povedan, kaj bi ti lahko nas vzel za predskupino. Ja, kaj imaš, kakšen posnetek? Ma imamo tle eno kaseto, no, dej kar vrže noter pošti nabiralnik flik in evo, in je poklical, no, in pridemo patli mi kot predskupina s Sokolom, ja. Pred, ne vem, tam je bilo 800 folka, tam full folka je bilo. Ja. Dobro žur je bil, no. Dobro žur je bil. Tako je to bilo, ja. In pa se zgodba ni razvila, ker... Smo Peroti spili vso pijačo. Smo spili so pijačo, davno je za potne stroške in je rekel, veste, ma vi neste več univaški bend. Fante, kar lepo, pot je vaša, naprej. In super, res Pero, hvala ti za to. Mislim, jaz res ne bom pozabil tega koncerta, se spomnim, kako sem stopil na oder
in špilil na Hajvata, na 1.15 od, kaj je že, Hočevar, basist, Dare Hočevar, tudi moj idol, mislim, kako on drži ritem basa, tu samo gledaj, pamti stani. Res super muzičari, pa tudi Sokoli so bili odličen band in so še zmeraj. So še zmeraj, ne? So še zmeraj. Če pa reš Lovšin, no še kar hara na polno, ne? Pero, naš. Vidiš, kako zanimivo. Drugače, tu ste verjetno slišali, ne, kaj je Zoran Predin rekel o vas. Ali vam ni prišlo to na uho? Da nekako mu ni jasno, zakaj ima krožišče v Pivki vodomet, ko bi mohlo imeti spomenik popadancem. Izvirano. Sam je res, kaj ni. Tako najboljši ambasadori Pivke. Ma važno, da je Džambo pokat Pivke Perutninarz, tam na desni strani. Čakaj, si tlej pa to delal, ne? Se ti si kuhar. Se to dvanje ne. Oba sta delala. Ja, tam sva delala oba, ja. Ja, se to je v bistvu eno taka firma. Jebene džobe. Meni je žal, da me niso dali že prej stran, pizda, jaz sem res generalni, mislim se enkrat prav zahvalil, sem rekel, hvala, da se to zgodilo, ko bi rad, da bi se zgodilo že prej. Mislim, tu so te neuzdržne firme, potratne neuzdržne firme. Mislim, vsakem čas, da to furajo, mislim, da imajo 500 zaposlenih ljudi. Ja, verjetno tam nekje. Je to velika stvar, ne? To niso šale male, ne? Ne, sigurno. Je pa zelo pomembna firma za celo dolino, če tako pogledaš, ne? Definitivno, to niso firme za take umetnike, kot smo mi. Ti si kar cajt bil tam, a? Jaz sem bil 12 let, ja. Jaz sem dal tam najjače, pogorišče. Ja. Jaz sem dal Pivkino pogorišče. Tudi jaz sem dal pogorišče. Ti si prost, ja. Tam smo pustili dušo in srce, ne? Ne, se hecam, samo res. Se hecaš zdaj. Tu govorimo o tismi požari, kaj je bil, ne? Ko so določeni aparati zgoreli in potem vprašanje, kaj sploh boje. To je bila kar bomba takrat, ja. Vsakem čas, mislim, da so tu zalaufali naprej, da to šibe naprej. Jaz sem delal v kuhinji tam. Vem, pa se ti pravim, da si kuhar. V kuhinji, ja. Vem, to mi je mama povedala, ko si bil tam zadnji. Ja, fajn je bilo. Kaj pa si nikoli matral, da bi prišli v Ljubljano živeti? Jaz sem živel v Moravški dolini, no, pa sem srečno ločen. Srečno ločen. Ja, se to se lahko reče. 16 let sem delal v Ljubljani, ja, mislim, živel sem v Ljubljani. Si živel v Ljubljani? Ja, mislim, ja. Meni je bilo zadosti, ja. V Ljubljani ste živeli na začetku. Na začetku sva živela v Ljubljani. Mislim, da na 3 leta, 4 leta. Se spomnim, ko ste se prvič preselili, ste bili v neki kantini tam nekje spomnim. Ja, v Kolesarnici. Kakšno je bilo? Tako je bilo okno. Ja, grozno. Polkletno stanovanje. Prostrabuhan za kruhom. Ker imaš tako mat, ne? Go to Ljubljana man, become a frogman. Tisto je baba v maku mat. Ampak špila ste ga, ne? In je vrhunske, ne? Kad tako veš, dobiš oni feeling, da se to je itak je fora štajersko-primorska, da pač itak noben ne mara Ljubljančano, ne? In pol še malo podkuriš, tudi s tem komadom, ne? Če ga na periferiji špileš, zmeraj pade na mehko podlago. Vedno. Sigurno, da je. Pa tudi v Ljubljani, konc. Kdo pa so Ljubljančani, so vsi iz periferije. Vse priseljeno. Kaj smo že pri temi, kako je bilo na Metelkovi špil? Kaj ste ga imeli v Ljubljani, zdaj pred kratkim? Smo ga imeli, ne? Ja. Če se dobro spomnimo. Smo malo pozabili, ko se to tam nazmetlo. Sam na hitro. Komod? Ne, takoj, ko sem stopil dol z odra, je bil že Jure Longika pred backstageom. Je rekel, Pero, tu ni igralo, tu je letelo. Ma res je, letelo je, no. Veš kaj, mi nismo teli špilet na Metelkovo. Zato, ko ponavadi, kadar smo igrali v Ljubljani, nikdar ne bilo savdu za honorar v Ljubljani. Posod, po vseh seljadah, kamor greš, ti dajo, je honorarno problem. V Ljubljani, ja veš, pa varnostniki to koštajo, pa to košta, pa ono, na konci zmeri je ostalo za nas fucking shit, razumeš, ne? In pol smo rekli, ne, zdaj na Metelkovo, ono, ja, zdaj spet na Bodnarja, ono, tam gor dol. Ja, imaš ta prediv. In evo ti, brez problema, kukor smo rekli. Nismo teli jed, zato smo vrgli v ceno, ko je še rekel, da bi šel na Rambo Amadeusa. Ja. In pa smo strelili in oceno. Ja, brez. In Rambo Amadeus je bil brez popedancev v Izoli. Mi fuck, res. In gremo in je bil tak koncert. Odlično. Meni bi bilo žal za vse večje cajte, da ne smo igrali. Jaz sem 25 let nazaj tam ali čo. Prva liga. Čakaj, kdaj ste pa vi na zadnje špilali? Ko si ga lahko želiš, vse krasno, super ekipa. Ne, da vam niso teli, da vam ni bilo denarja.
Kdaj je bilo O, to? ma se zgodi, da vse sorti ima dobro. Malo vse sorti. Ma, veš kaj, ne bomo zdaj Ne bomo, govorili. ja, Ilja, ne, kaj, ne, Ne, ki samo veš, kdaj ne? sem vprašala, koliko cajta nazaj je bilo to, koliko res Ja, prvi, ko to je bilo ste ful dobili leta, ta mi problem. smo mi na Metelkovi smo mi smo igrali. za Metelkovo. Mi smo zadnjič igrali na Slučajno, Ne, nujno Metelkovi. Metelko, jaz sem rekel Ljubljana. Ljubljana, no pa še No, bližje. sploh Ljubljana. En ajde. zelo znan klub. Ma dobro, pa smo Pa smo klub. Pa smo stati, ja. Okej. Pa smo stati. Ampak je bila Metelko dobra, kjer sem videla, da boste tam se rekli, ja, Metelkova je absolutno. zakon, ta hala je Ja, top. ja. Mislim, tudi dvorana res Anja, cela. Anja in Sound, ekipa, vse. Anja in ekipa in mislim, kak klub in backstage Ja, super. in tehnična ekipa, luč, sound. Jaz bi šel še, no. Mislim, Res. Pa se mar, da boš. ne, sej je že rekla, drugo leto vani. Vi ste resen tak band, ki vas, vidiš, vsi vas sprejmejo. Kamorkoli greste, lahko greste v kino Šiška, lahko greste na Metelkovo, lahko greste v tujino. Goro, Mimogrede. kam, kaj je že ta velika dvorana? Media center. Ne, Stožce. Stožce, ne, stožce. Vi pa niste za Ja, če stožce. Čeprav postavimo bi bilo ful, dobro. če postavimo 60 ful stožcu, bo polno. Ej, Tam folka ne bi bilo to. S folkom pa ne bi mogli zapolniti. Dajmo ful Da igramo stožcev. samo za Ja, stožce. Tu pa bi lahko. Dajmo v stožce Ja, igrati za stožce, stari. stožce igrali, ne? Ja. To pa bi lahko. ful Vsem prišel različnih barv. Bele, rdeče, modre, rumene. Ja, ti Oh odvisno. my Celega God. sveta. Ali pa damo une, tiste papirnate obrise, damo Luka Ne, Dončića. tako. stožce, ful boš. Ne, ma veš kaj, dobro, malo joka, ne, sem v vsi zgodovini Ana Popedan je vedno igrala za ljudi, zato je ljudska, za ljudi, na Ueder, Ana Telant na Ueder, ne. Ta band ne bil nider medijski, ker ti, veš, ti imaš različne tipe bendov, ki so medijski bendi, ne, so tam, so Tudi v radijski Yellow bendi. Printu, ne. Ko delajo samo Imaš tudi single in se radijske vrtijo bende. po radijih in nimaš kam iti na koncert hmalijo. Ne imaš kam, zdaj imaš že suno bende, ne, imaš suno bende, ko mislim, prijem do frenda 3 tedne nazaj v Vipavo, je imel 20 let firme in dela zdaj na AI suno, imaš pač suno aplikacijo in, pero, ti pokažem na foro, ne, vrže noter življenja čaše, komad, življenja čaša vrže noter ta suno in mu povej, naredi mi malo bolj rock verzijo, malo mi pohitri ritem, dej mi vokalista, da zapoje kot Dave Grohl, tam da rendrira 10 minut, pa pali play, kaj prosim. 10 minut in pol. Spremenjenimi teksti za slovenščino in angleščino, mi je sprstil tip komad, že sem se mogel govoriti. Ja, pa se zdaj podatek, mislim, da je na Deezerju, ne vem koliko procentov muzike, Že, ne? vse ustvarjene, to je generirano. par tavžen komad, par deset, ja, posod Hit, so. ono, prvi na lestvicah, country. Ja. Čakaj, si ti ta pravi tle? Are you real? Ne vem, da je malo čudno. Imaš fracaj? Zapadam sem jih avatarja danes poslal. Ja, fracaj, ti vračaš. Ja, vredi mi fracaj. Ej, fanti, kaj še smo plani za naprej? Tako pač, ok, zaštartali ste na polno, imate pač komade, imate tudi koncerte. Plani Greste so v taki, tej da bi smeri? mi radi zdaj prišli do cajta, da začnemo delati naprej novo muziko. Ko zdaj cel cajt se bavimo, ali s tam, ali z unim koncertom, pa zdaj smo vežbali, pa tu cajta nismo imeli, da bi naredili kaj novega. Ja. Mi bomo zdaj malo tu se smanjili doživljaj in Ja. začeli delati muziko. Ok. Ker muzike neki je narejene tako okvirno in zdaj moramo tu se dobiti in zdrmati sami tam, da naredimo eno plato novo popedansko. No, pa Ja, zdaj imamo samo en komad nov, Ja. tu je uspeh, oprosti, smo pohitrili. Smo bili, ne vem, 3 tedne nazaj v studiji in zdaj je že komad ven, tu zvano popadanje hitrost. Hitrost? Dobro, in še pucamo, ne, neke stare naše osebne, ne zamire, ampak stvari, ki jih moramo narediti. Smo prvič po 37 letih, kdaj si napisal Resničen svet? 37 let nazaj, 91. Je to 91. samosvojitveno, kaj ne? Evo, Vojno. 37 let nazaj ta komad ni še doživel studijske verzije, smo posneli studijsko verzijo, moramo še backup posneti, še malo štimati sound. Imamo še neko presenečenje, en duet z gospo. Z imaginarno osebo. Ne več z gospodično, ampak z gospo. Gospo, ok. In potem, ja, tu spucamo, pač koncertov imamo, smo loadani s koncerti. No, kakor sem omenil, Anteta postavljamo, mislim, ogromnega dela imamo. V bistvu dela, Ampak tu za nas ni delo. Smo rekli, To je drugače. za nas ni delo. That's a mission. Wow. That's our drug. Our drug. Še dobro smo gledali, tudi vsi delamo ful drugih stvari. Ne, tudi. Dobro smo, kaj. Ne sam Ja, svoj saj to. job, mi vsi trije imamo naše jobe malo
razparcelirane, ne delamo samo eno stvar. Mislim, jaz tudi učim popoldne, delam zjutraj tudi Ja, danes recimo radijske greš ti v oddaje. Trst, ne? Danes grem v Trst. Danes greš Delam v tudi Trst delat, kot mislim, voditelj radijske oddaje za Radio Trst. Evo, vidiš. Program že 6 let. Doma imam home studio, delam malo na produkciji. Vse delam z muziko, samo vse naokoli. Pero dela tudi dosti teh in da se mi sploh dobimo, da najdemo cajt. Vsi smo bili pridni za vaje, smo jih imeli en cajt prav uredno. Vsak petek smo se dobivali. In zdaj, ko so začeli od teh koncertov, ko dejansko od zdaj naprej imamo praktično res skoraj, imamo skoraj vsak vikend, teden ali pa 2. In ni enostavno ne znese, da bi sploh še vadili skoraj vmes. Tako da moramo zdaj to do polovice junija, tam malo to obdobje odšpilati najbrž, lahko da smo tudi kaj vmes še dobili in potem bi bilo pametno, ja. A če poletje, vemo, se vsi malo ustavamo, ne gre več tako hitro, da ne malo na dopusti. Ja, valjda. Sam želja pa je od vseh, da vsi čutimo tudi, da zdaj pa gremo naprej. Ja, pa plus vikendi, ne, sploh sobote ti dosti fotkaš po porokah, ne, če še zmer. In je spet... Malo sem zmanjšal. Si zmanjšal? Ja, veš kaj, sem zmanjšal. Zdaj tudi s Perotom dosti delamo kamen. Se pravi, zidarska Veš dela. kaj, ja, mislim, zidarska dela, suho zidarska dela. Tako, okej. Dosti smo zdaj načeloma tudi kar malo, jaz sem slučajno upal tu enih 5 let nazaj v suhozidno gradnjo, se pravi ta tradicionalna suhozidna gradnja, suhi zidovi, Okej. vse, kar je suzga tam po krasu. In sem se zelo navdušil, vidim, da imam smisel, da sem imel smisel in sem napredoval in se povezal s temi starimi guruji suhozidne gradnje. In potem Simon en dan pravi, kaj ti tu delaš, ne? Jaz bi šel tudi tu pravati, ne? In evo, ne, mislim, oba sva tudi, ne vem, Brkinca, sva tretja bratranca. Mene je vleklo tu, jaz sem vedel preko za A to tebe je prej, že veš, dolgo tudi sem cajta. vedel. Sam pač, pole pa prišlo tu pred vrata, Pred Dobesedno, vratom. Perotom, ja. ne? Ja. In jaz sem šel snemat en dokumentarni filmček, ko so oni imeli en projekt, kao suhozidnih gradni, ne, in pol me potegnil noter. Tudi vsrka, ta kamen je hudič. Bi pa izrazil in spoštovanje in občudovanje vsem profesionalnim glasbenikom, sploh v Sloveniji, če gledamo, da je tako majhno tržišče, ne vem, pač poznani ljudje, vse vemo, kdo so profesionalni glasbeniki, da se preživljajo z glasbo v Sloveniji, ker tu res ni šala mala. Godec nej, bet lahko tu se vej. Boljše je bet na Twitterju se krijet. En kurs komada od Popedancov. Enkrat sem prav se spomnim, v Blue Note, sem tudi delal v Blue Note, še ko sem živel v Ljubljani, sva sedela skupaj z Davorjem Klaričem, pa tako vrti telefon, Google Calendar, ne, je bilo tako noter zeleno, rdeče, rumeno, plavo, farjulčasto, vijulčasto, ne, in pa sem ga vprašal, ne, tu nekaj piše, ne, zdaj, kam imaš to, ne, sem rekel, to so projekti, ne, to je ta band, to je ta band, to je ta band, to je ta band, jutri sem tam, ne, ali pa Žiga Kožar je odšpilil koncert v Blue Note-u, je bila ura 10:20 zvečer, je tip naložil bubne v svoj avto. Fantje, se vidimo, grem za Split. Kam greš? Split grem, jutri s Tedijem, s Palatotom igram. Špilet, cak, bubne, noter, ven, vaje zjutraj, koncert. Dobri so, res. Res, sem vprašanje, koliko ti pol tega vzame, tiste ljubezni, enkrat to rata to šiht po domač povedano, ne? To je spet drugo. Tudi to se lahko zgodi. Lahko kaj povem od tega, ker sem... Jaz, na primer, sem imel za eno Popedan koncert na Radio SI v Mariboru zjutraj in popoldne sem imel čisto enem drugem projektom uživo na radio koncert na Radio Koper isti dan. Vse je pa avtorska muzika bila. Tako da vsekako niso tu neki, ne govorim o nekih cover bandih, je avtorski projekt in zaradi tega je pa tudi dosti lažje. Zdaj recimo jaz dosti manj tega delam, sem dosti več Sezano Popedan in jaz tudi ko solo artist, kaj kdaj naredim, jaz bom rekel tako, če so prav samo cover bandi in tudi le potem rata res ko en šiht, ne, prideš, odigraš tudi, Ja.
tu gremo kje, kje divne crne žene, gremo kje, tam rock'n'roll, tam ABBA, tam Konge, tam Tudi v hotelu sem dosti prijegel, preveč. ABBA, Kong. Ma krčaš, sem res prej, sem igral zdaj še litro, Balkan. Pa dobro, kdaj zamešaš? Da priješ na špil, pa špilaš neki druza, kaj bi mogel. Kaj se ti? To pa ne. Jaz se ful slabo zapomnim obraze in imena in številke, se pravi nič, kot tizga, kar ljudje bi se mogli. To sem gotovila, ja. Sam si ne pozabim pa komada in ne pozabim struktur. Jaz, če sem nekaj igral tudi po 15 letih, verjetno bi odigral tisto, bi vedel točno, kako gre. Glasbeni spomin pa dela, ne. Se jad mora, ne? Tako da sem, če zaključen, če delaš avtorsko kot profič, je tu sigurno večji reward in lažje tu delaš, kot če sam neki cover gol, cover dol. Tisto je potem pač job. Zame jaz sem rekel, če bi mogel tu sam delati cover band, je isto, kot da grem v tovarno in za tekoči trak in tam sestavljam ribe v konzerve, ne vem, delam. Ja. Razumeš? Ni več to. Če pa neko avtorstvo in da se dela naprej material in da si ti zraven pri ustvarjanju, pa je čist nekaj drugega. Potem ne moreš ti hladnokrvno tu reči, to je sem nek projekt, da nekaj odigrati. Si bolj notri. Okay. Ta občutek, da je nekaj tvojega, ne. No to, ja. Nekaj tvojega. Tako. In tako prehajamo tudi v neko novo dobo, ne, AI-ja, ne, da prej sem se malo hecal, ne, sem ga primoči, če je ril, ne. Ja, ril je, ne. In tudi tu bo narod zmerno beljesko to realnost, ker se ne moreš več, dobro, mi zdaj vemo, da smo tukaj, ampak skozi kamero potem lahko pokažeš. Je lahko nekaj drugega, ne? Spok zdaj, ja, vse bolj. Sej ne moreš več verjeti, ne. Zdaj ali padejo droni, ali ne padejo. Padejo ljudje, padejo življenja, definitivno, ampak toliko je že zlaganga, da preprosto več ne moreš verjeti, da je res. Meni se zdi, da vse bo okej, sam da ne bilo vojne in da bi bil mir. Drugo ni važno nič, Tako. se mi zdi. Svet gre ful v čudno smer zdaj in tu bi res bi mogli, ne vem, zbunt bi se mogli, če bi, se ni važno. Mislim, Ja, malo panka manjka, ne? Zgleda, da manjka neki... Da se narod zbudi, pa da nekaj naredi, da se oglasi. Ja, mogoče res. Preden se poslovimo, vseeno vas moram vprašati, ko zdaj gledam Perota valjda že cel cajt in je pač kaz enega drugega cajta, ne? Kako je prišla ta ideja se tako obleč in fura ta imidž? Zdaj, prav ta ideja, kako je tu prišlo, jaz se ne bi spomnil. Jaz pa vem. Veš ti? Ja, veš kaj, zmeri smo rekli tako, če greš na oder, ti moraš biti malo drugačen, ko so oni v publiki, ne moraš priti isto oblečen v hlačah, v majci in špilat, ne. Nekako te mora ločati en imič od publike. Ja. In pol smo, takrat je bilo najbolj enostavno, smo šli v omaro, si vzel ven ta starega obleko, staro kravato, takrat, veš, ko je naši niso dosti nosili teh kravat in tu une obleke, so bile ekstra kratke. Z trgovine, ja. Tako. Zvem, da smo imeli še une hlače na zvonc. Ja. In roba, dobra, mura, veš tisto. Jaz sem obleko 15 let na odri, je bila taka kot izdan. Ja, ta je prav nos, ne, New Old Stock, Rio Rijeka, mislim, da je tam 72-letnik. Zahvala moji sosedi Petri, ki jo je najdla, dve je najdla, tako da imam zdaj 2 novi. Aha, se pravi, koliko imate? Vsak po 2 ali kako imate to oblek? Ma ne, načeloma eno, ne, zdaj, kadar jo zdrajsoš, jaz imam doma 2, načeloma še prvo originalno. Wow, okay. Moja ima notranje 2 kile soli, pa polta, mislim, tisto je res rock'n'roll, totalen, ne. Zdaj so se spet cajti spremenili, ta je nova, ne. Ne, prav šikno. Brand new, ne. In mora je bila res dobra. Se strinjam, to mora je bila, tisto, kaj je bilo, je ostalo za zmeri. No in pol, takrat smo se tu oblekli in pol je ratov tu naš imič, tako čisto brez veze. V bistvu Pa malo smo delovna zgledali, uniforma. ko je ni bitli, ne, veš, to bitli so bili v rekelcah, pa krvatah, pa tu. Res je. In zdaj pa jaz imam sam ta rekelc, imam zmeri te hlače in tu nemam več, sem se malo Kad danes, tako se pravim, vidva sta bom rekla normalno oblečeno, on je pač z drugega cajta. Ne? Samo rekelc smo se Ja, videli, tako. Če ne, jaz sedem tudi Si daš, ne, tako. Srajco, Pa srajco, pa kravato, old school, pa to. Kavbojke dol, pa superge. Včasih smo bili pa prav v šulnah, vse. Ja, tako, vse, direkt. Ja, zdaj. Fantje, jaz sem zelo vesela, da ste prišli. Kot rečeno, še enkrat hvala, da ste dali Anji novo življenje. Ta je to prav. Perec je dober si. Je šel skozi rešetu, Je, razumem, zakaj ste se najdli in zakaj to funkcionira. In jaz upam, da bo funkcioniralo še dolgo.
za Pivško dolino, za vso okolico in za celo Slovenijo. Sam tako naprej. Pa, ko jih vidite, plačite jim špric, evo. Bodo ful veseli. Hvala lepa. Hvala za bilo res. Hvala. To je Radio 1 podcast.